Nedeljska kuhinja. Kandidatka za županjo Mestne občine Murska Sobota, Jasmina Opec. Dober dan želim. Dober dan. Kandidatu za župana občine Beltinci, Dejan Klemenčič, tudi vam. Dober dan. Enako tudi vam in našim poslušalcem. Dober dan. Ne morem se ogniti najprej vremenskim razmeram. Gospa Opec, vi prihajate iz Rakičana, soboška bolnišnica je poplavljena. Kako je v naselju Rakičan? Ja, mislim, da smo doživeli nekaj, kar že dolgo ne, oziroma jaz v svojem življenju sploh ne pomnim, da bi nas tako zalilo, kot nas je v tem deževju. Dejansko poletje je tako, da skoraj ne pomnimo, da dneva, da ne bi deževalo. Mislim tudi, da v preteklosti nismo preveč pozornosti namenjali temu področju. Mogoče, da smo mislili, da živimo na takem območju, ko se nam poplave sredi ravnice, nekoliko v vseh, ki smo oddaljeni od Mure, ne morejo zgoditi, ampak narava nas vedno znova preseneti. In mislim, da tudi v prihodnje moramo storiti vse, da se pripravimo na take razmere, ki bodo tudi po moje v prihodnje, da do tega ne bi prihajalo in da bodo prebivalci in da bo vse, kar se nahaja na območju mestne občine, zaščiteno in da bomo vsi najbolje pripravljeni. Zagotovo pa gre na tem mestu zahvala tudi vsem, ki so pomagali in ki še zdaj pomagajo pri odpravljanju takih res katastrofalnih posledic, ki jih je preneslo to deževje, tako gasilcem, civilni zaščiti, predvsem pa tudi vsem občankam in občanom. Kako je v Dokleževju, v bližini je reka Mura? No, ne samo v Dokleževu, tudi v ostalih vaseh, predvsem v Murskih, pa tudi v ostalih je težava meteorna voda. Zaenkrat nasipi še zdržijo. Gasilci so bili tudi čez noč na terenu, da so že nekaj dopolnjevali z vrečami. Upamo samo, da bo zadeva zdržala in pa seveda predvsem na področju Melinec in nižje pa kot nek opomin, da je treba tudi tam poplavno varnost zagotoviti na boljši način. O tem bomo še kaj rekli v prihodnje. Še se nismo dodobra oddahnili od državnozborskih volitev in kampanje, že so tu lokalne volitve. Jasmina Opec, zakaj ste se odločili kandidirati za županjo mestne občine? Ja, jaz sem kandidirala kot kandidatka za poslanko na listi Slovenske ljudske stranke. Kot vsi vemo, nekaj tistih 100 glasov nam je zmanjkalo za uvrstitev v parlament in vkolikor bi se to zgodilo, da bi Slovenska ljudska stranka prišla v parlament, bi tudi sama nadaljevala z delom poslanke. Zdaj, zaupanje, ki so mi ga ljudje namenili, kljub temu, da se stranka ni uvrstila v parlament, je bilo zelo ogromno. Na tem mestu, ker je to prvi neki taki pogovor na Murskem valu po samih volitvah, mi je bo dovoljeno, da se tudi zahvalim za vsak glas, ki sem ga prejela na teh parlamentarnih volitvah. In se pravi, to zaupanje je bilo tako, da sem potem tudi kasneje začela razmišljati, kam me sedaj vodi pot v življenju naprej. Potem se seveda nisem smela niti pozabiti na čestitljivi naziv, ki so me ga Pomurke in Pomurci namenili za moje delo v korist regije, za Pomurko, naziv Pomurke leta. Se pravi, ta dva elementa in pa potem pogovori tukaj z ljudmi, ki tukaj živijo, z občani, ki so me
v bistvu kar že nekaj časa nagovarjali, naj kandidiram za županjo mestne občine Murska Sobota, so potem me spodbudili k temu, da sprejmem ta izziv, da kandidiram za županjo mestne občine Murska Sobota in da nadaljujem z delom, ki sem ga opravljala v korist regije že do sedaj. Mislim, da soboška občina še ni imela županje. Ne, pravzaprav Prekmurje še nikoli ni imelo županje. Prejšnje volitve smo dobili prvo pomursko županjo, jaz pa pravim, da je pa zdaj čas, da pa tudi Prekmurje dobi svojo prvo županjo. Dejan Klemenčič, tudi vi kandidirate na listi Slovenske ljudske stranke za župana občine Beltinci, torej zakaj vaša takšna odločitev? Ja, jaz zmeraj v življenju imam pač takšne in drugačne cikle. Tokrat izhajam iz preprostega dejstva, da je vsako stvar možno narediti bolje, da je tudi čas za občino Beltinci, da dohiti oziroma nadoknadi razvojni zaostanek. In jaz pravzaprav gradim to svojo zgodbo na razvoju, na povezovanju, na nekem novem pristopu odprtih idej, pristopu odprtih vrat, ker vsaka ideja je dobra, zato je potrebno najprej seveda slišati in ko jo slišiš, je treba realizirati. Ker sem pa skozi svojo poklicno pot že bil vpet v takšna okolja, po pogovoru z sodelavci in pa predvsem z družino, sem se odločil, da je tokrat morda čas, da se pojavim tudi jaz. Ne le, da sta oba člana iste stranke, da kandidirata za sosednji občini, poznata se že iz Ljubljane, na prometnem ministrstvu, mislim, da sta bila sodelavca, ne, gospod Klemenčič, oba sta tam nekje začela. Ja, jaz sem pravzaprav takrat, ko je postal minister gospod Žerjav, dobil povabilo, da sodelujem v njegovi ekipi kot vodja kabineta. Čez nekaj mesecev se je podružila tudi Jasmina kot sodelavka v kabinetu in od takrat pravzaprav naša se najne tako profesionalne kot tudi osebna znanstva in pa zasebno življenje prekrižata in sodelujemo na takšen in drugačen način vse od takrat. Jasmina, opet vas sicer vašo kariero poznamo nekoliko bolj kot od gospoda Klemenčiča, pa vendarle v dveh stavkih. Po izobrazbi ste pravnica. Ja, po izobrazbi sem pravnica. Po študiju sem prišla v domačo regijo, opravila pripravništvo pri odvetniku, potem se zaposlila v gospodarstvu. Na parlamentarne volitve 2011 odšla v državni zbor kot poslanka. To je na kratko. Pa vi, gospod Klemenčič, kakšna je bila vaša poklicna pot doslej? Ja, moja je malenkost daljša in sicer jaz sem pravzaprav začel... Bolj pestra. Pa morda tudi bolj pestra. Jaz sem začel prvo zaposlitev leta 1992 po zaključeni srednji trgovski šoli v podjetju Benkotehna. V letu 1998 in 1999 sem še kot nabornik odslužil vojaški rok na Slovenski vojski. Nato seveda našel prehodno zaposlitev v okviru javnih del na občini Beltinci. Potem pa spet prehajal v trajnejšo zaposlitev v Merkur. Vse, kot smo že omenili, pa pač nek vrhunec moje karierne poti predstavljal odhod v Ljubljano, ker sem se pač seveda ob tem, da sem tam bil, še seveda mnogo dobrega naučil, kako se vodijo tudi veliki projekti. Po zaključku mandata pa sem nekako ocenjeval, da je vendarle Prekmurje tista moja zibelka, iz katere ne bi rad šel, zato sem našel zaposlitev pri družbi za avtoceste Republike Slovenije, kjer službujem še danes. Ste pa ob delu študirali? Da, vsa moja študijska pot je potekala ob delu. Kaj ste študirali? Na visoki upravni šoli sem zaključil študij uprave, potem pa nadaljeval na fakulteti za državne evropske študije, ker sem pred nekaj leti uspešno zagovarjal magistrsko nalogo. Jasmina, želite kaj dodati? Ja, Dejan je rekel, da se je v času svoje službe na Ministrstvu za promet veliko naučil. Jaz pa moram povedati, da je me takrat kot študentko tudi mene veliko naučil. Bil je človek, ki v bistvu ni poznal tega, da bi uradniki, ko so prihajali do njega, rekli, da se nekega problema ne da rešiti. On je tako dolgo s temi uradniki sestankoval in tudi uporabil vso svoje znanje, da so potem do rešitve prišli in da so se stvari začele reševati. In kar je drugo, kar jaz zelo cenim pri Dejanu, je to, da je tudi mene takrat veliko naučil, da kljub vsemu temu, kar je sam takrat imel za opravka, da pa še je vedno našel tudi čas, da je meni stvari razložil in da se tudi jaz lahko takrat veliko naučila.
Kaj je botrovalo za vaš vstop v politiko? No, jaz sem pravzaprav s politiko že sodeloval takoj, že od leta 1994, od prvih lokalnih volitev. Bil sem tudi svetnik v drugem mandatu občine Beltinci, to je od leta 1998 do 2002. Potem pa sem nekako ocenjeval, da je dovolj politike, da ni bilo vse tako, kako sem si jaz v osnovi predstavljal. Ampak vseeno, leta 2007 sem se vrnil, pa spet spauziral, tako da zdaj prihajam spočit, ampak vseeno z izkušnjami. Preden bomo prepustili besedo Vladu Kreslinu, še to, politiki ta hip ali pa vsaj pred temi parlamentarnimi volitvami so imeli zelo slab ugled, pravzaprav še vedno govorim na državni ravni. Kaj menite, kako je na lokalni ravni? Zdaj, po moje, čisto odvisno od tega, kako posameznik ima izkušnje s tem. Zdaj, tudi pri sestavljanju recimo list za občinske svete se je slišalo, da nekateri imajo težave z sestavljanjem listem, da ljudje nočejo iti kandidirati iz razloga, da je v bistvu politike se prijel neki slabi predznak. Ampak jaz moram povedati, da pa mi osebno teh izkušenj nismo imeli. Ljudem smo predstavili svojo vizijo, v mojem primeru razvoja mestne občine Murska Sobota, in ljudje so bili pripravljeni dati svoje znanje, svoje izkušnje na razpolago, so šli na listo kandidirati kot za mestni svet in pa tudi za svete krajevne skupnosti. Tako da jaz pravim, če imaš neko dobro vizijo, ljudem to predstaviš, da ljudem so vseeno pripravljeni kljub nekemu splošnemu vtisu, da je politika nekega slabega, še iti in postoriti nekaj dobrega za okolje, v katerem živijo. Kakšen je po vašem mnenju, gospod Klemenčič, ugled županov? Ja, odvisno od župana do župana, ampak jaz se s preteklostjo ne bi ukvarjal. Jaz mislim, da je ključno, da se usmerimo v prihodnost, da presekamo ta negativni prizvok, da se pravzaprav začnemo pogovarjati, ne kregati in da iščemo priložnosti, kjer lahko sodelujemo tako v lokalnih okoljih, čistih občinskih, kot tudi medobčinskih in regionalnih, ker jaz mislim, da edino ta pot povezovanja, dogovorov, doseganja kompromisov edina na dolgi rok sprejemljiva. In ko bodo ljudje videli, da smo začeli z nekim drugim vzorcem mi sami, ki smo, pa bomo rekli v narekovajih, politike, takrat bodo tudi do politike mnenje spremenili. Poj mi pesem o življenju in Prešerna naj zveni. Poj mi še o hrepenenju, naj srca nam pomladi. Pesem o svobodi, ki v lastovki živi. Poj mi pesem o žlehtnobi, ki se v hlapca naseli. Pesem o tovarištvu, naj se vrne od nekud. Poj mi pesem o fovšljivosti, naj pobere se od tod. Naj priložnosti robi. Poj mi pesem o povprečnosti in kako se je znebi.
najdo ni. Poj mi še o ubogljivosti in kako se je znebi. Prijatelju, ki odpušča slabe dni. Poj mi pesem še o ljubici in kako se jo dobi. Današnja nedeljska kuhinja, namenjena lokalnim volitvam, v studiu Murskega Vala kandidata Slovenske ljudske stranke Jasmina Opec v mestni občini in Dejan Klemenčič v občini Beltinci. Dejan Klemenčič, če boste župan, koliko prebivalcem boste županovali? 8300 in nekaj. V preteklosti je bilo kar nekaj govora o združevanju občin, o spremembi lokalne samouprave. Kakšno je vaše mnenje o tem? Jaz mislim, da so občine skozi svoj zgodovinski horizont, se pravi 20 let, vendarle odigrale pozitivno vlogo, da pa se v vseh teh letih ni zgodila nadgradnja, se pravi regije, da bi mi dosegli neko regionalno povezovanje, prenesli nekatere naloge, ki so zagotovo za nekatere, predvsem manjše občine, prevelik zalogaj, tako v strokovnem kot finančnem smislu. Drugače pa moje mnenje, da mi vendarle morda, če dobimo regionalno povezovanje, bi lahko se šli v neko malo večjo drobitev po francoskem modelu, predvsem zato, da so potem ljudje vpeti v lokalno okolje, da se čutijo pripadni lokalnemu okolju in da pravzaprav imajo komu povedati, kaj so njihove realne težave na terenu. Regija pa mora potem poskrbeti za širše projekte, za povezovalne projekte, ki potem celo regijo združijo v neko nedeljivo, predvsem pa funkcionalno in dobro delujočo celoto. Katere službe bi lahko imele posamezne občine skupaj, recimo? Zdaj nekaj je teh primerov na komunalnem področju, ne? No, jaz mislim, da tudi finančno računovodsko je neko tako področje. Tudi kadrovske zadeve bi se lahko peljale skozi nek skupni organ. Mi že imamo pač nekaj dobrih praks na medobčinskih inšpektoratih, ampak medobčinski inšpektorat je vendarle represivni organ, ki ga občani rabijo v zadnji vrsti. Predvsem strokovne naloge, ne? Občine so obsojene ali pa so jim dodeljene naloge različnih področij in vsaka občina ne more imeti strokovnega sodelavca za vse področje. In tu bi bilo potrebno, da se ta sodelovanje spostavi, da se potem ve, kdo je strokovnjak za posamezno področje in so občine tu med sabo pomagajo oziroma preko skupnega organa to zadevo tudi zapeljejo. In tudi delijo stroške? Absolutno. Jasmina Opec, sicer vi ste že govorili v tem studiu o reorganizaciji lokalne samouprave, verjetno bo slej ko prej do nje prišlo. Ja, zagotovo bo prišlo. Jaz upam, da bo čim prej prišlo do ustanovitve regij, ker dejansko tudi vemo, da so vsa sredstva, ki prihajajo iz Evropske unije, vse bolj usmerjene k regijske projekte in da je tukaj imelo Prekmurje v preteklosti zaradi razdrobljenosti oziroma zaradi števila občin velike težave, ko se je včasih dolgo čakalo, da se je prišlo v bistvu do soglasja vseh županov. Tako da regije morajo prevzeti neko svojo funkcijo na različnih področjih, že Dejan jih je nekaj naštel, zagotovo so še na področju infrastrukture, prostora, take naloge, ki jih v bistvu regija mora opravljati in da se pa potem same občine usmerijo v neke druge vloge, predvsem v vloge, kako zagotoviti kvalitetnejše življenje občanov na svojem področju, tudi skozi delovanje društev, skozi povezovanja, se pravi, da se dvigne neka kvaliteta nivoja.
Zagotovo pa že sedaj imamo v obstoječi zakonodaji nekatere mehanizme, med drugim je tudi možnost medobčinskih uprav, s katerimi bi lahko že brez ustanovitve regij določene funkcije posameznih občin združili. Jaz verjamem, da bi na ta način prišlo tudi do boljše, kvalitetnejšega opravljanja dela na določenih področjih, da bi na te položaje res kadrirali neke strokovne, kompetentne kadre in bi pa potem od tega imele koristi vse občine, ki se v bistvu nahajajo tukaj v Prekmurju. Kako ocenjujete, Dejan Klemenčič, razmere v občini Beltinci ta hip? No, jaz jih ne bi posebej ocenjeval, izhajam iz dejstva, kot sem že uvodno povedal, da je lahko vsaka stvar boljša, zato bom seveda tudi svoje delo pa svoj program utemeljeval na nadgradnji že obstoječega v smislu zagotovitve razvojnega potenciala, doseganju ali pa dohitevanju bolj razvitih občin. Tako da kakršnakoli kritična ocena bi bila najverjetneje z moje strani v tem hipu nepotrebna. Katere so pa tiste dobre vidne stvari, ki so se naredile v zadnjem obdobju v Beltinski občini? Dobro, zdaj mi tako zaključujemo v Beltinski občini največji infrastrukturni objekt, se pravi kanalizacijo, to je zagotovo dvig neke kvalitete tega prostora. Potrebne pa so še tudi druge zadeve, ki jih je potrebno urediti. To jaz pač nekako temeljim na 2-3 sklopih, ki jih je treba nadgrajevati. Se pravi, mi imamo na samem področju turizma ogromen potencial. Se pravi, do zdaj so imeli neke dnevne obiskovalce, predvsem izletništvo in podobno. Zdaj pa vendarle čas, da začnemo te zadeve nadgrajevati. Mi prihajamo pravzaprav verjetno v tem mandatu zagotovo do zaključka denacionalizacijskih postopkov. Skoraj zagotovo lahko trdimo, da bo grad ostal v Beltincih. Torej je treba gradu, parku dati vsebine, ampak ne protokolarne vsebine, ki so same sebi namenjene, ampak vsebine, ki so žive, ki so namenjene ljudem in seveda, ki tudi zagotavljajo nek stroškovni doprinos, da ta zadeva občino ne stane. Zdaj tu konkretno vidim pač, ali je morda nadgradnja nekega letnega kopališča po vzoru Prevalj, ki je zdaj ta zadnji primer v Sloveniji. Potem je možno to nadgraditi z drsališčem po zimi. V grad je verjetno potrebno dati morda tudi kakšen mini hostel za začetek kot nočitvene kapacitete in potem začnejo te vsebine okoli gradu dobivati podobo. Potem lahko začne živeti tudi športni park, se pravi tudi klubski prostori tam so že stari toliko, koliko so. Na drugi strani imamo tribune, ki jih je potrebno spraviti v zasnovani funkcijski okvir, se pravi, da se del prostorov prenese tja, da se tam tudi postavijo pogoji za opravljanje nekih storitvenih dejavnosti. Zdaj, da ne bo samo izgledalo, da so Beltinci prioriteta, vsekakor je še treba urediti tudi center Beltinec, ki je že nekaj časa v statusu quo in se ne zgodi in mislim, da se predvsem Beltinci in pa Okolčani zaslužijo, da se ta zadeva tam. Ampak vse se začne in konča pri denarju. Ja, morda se tako zdi. Moj cilj je zasledovanje projektov, ki so financirani iz kohezijskih sredstev. Res je, da ko slišimo to, slišimo tudi, koliko te zadeve stanejo, ampak če govorimo o sofinanciranju v deležu okoli 80 ali 85% in če potem zagotavljamo minimalni delež v okviru tako zvanih start-up občinskih ali pa morda že takoj v začetku javno-zasebnem partnerstvom, potem ta strošek ni prevelik. Zagotavlja pa sigurno razvojni potencial tudi v nadaljevanju za delovna mesta, ker cilj so delovna mesta, ker takrat, ko bodo ljudje imeli službo, bodo lahko tudi normalno zaživeli. Ker zdaj, dokler so brez službe, so najprej ekonomsko izključeni, potem še socialno in zapadajo v nek začaran krog, brez izhoden, se pravi, ne vidijo luči na koncu tunela. Tako da jaz, se pravi, neka uspešnejša občina v pomurskem prostoru je v zadnjih 15 letih počrpala približno 30 000 evrov nepovratnih sredstev na prebivalca. Zdaj, če to apliciramo na občino Beltinci, bi morali govoriti o 100 ali 200 milijonih. Se pravi, če dosežemo ta preboj, če lahko počrpamo ta sredstva, ki so na razpolago, potem tudi ostala sredstva, ki jih moramo primakniti kot lokalna skupnost ali pa v sodelovanju z zasebnim partnerjem, ne bi smela biti težava.
Jasmina Opec, v iztekajočem se mandatu ste bili mestna svetnica. Kako ocenjujete delo mestnega sveta? Zdaj, če poslušamo občane, bi rekli, da je ta mandat bil zgolj mandat, kjer smo se kregali, kjer je prihajalo do takšnih ali drugačnih nesoglasij, ampak ni bilo vse tako slabo, kot se mogoče to dozdeva. Mogoče včasih tudi, da te negativne stvari preveč poudarjamo in da govorimo zgolj o teh negativnih stvarih. Smo tudi dobro sodelovali. Jaz ne morem reči, da je bil ta mandat zgolj negativen in pa da je bilo zgolj prerekanje in da smo se tudi pogovarjali o marsikaterih stvarih, marsikatero stvar dorekli in tudi na določenih področjih je bilo tudi kaj dobrega storjeno. Ne moremo zdaj reči, da je bil v bistvu mandat samo mandat kreganja. Katere uspehe bi izpostavili? Zagotovo so takšni pa drugačne podrobnosti, ki se tičejo različnih ljudi. Vemo, da so v teh časih prišli tudi do obnove raznih vrtcev, da smo tudi določene sredstva vlagali v izboljšanje turistične infrastrukture. Sedaj vidimo tudi, da se marsikaj dogaja okrog Sobote, da se tudi gradi vzhodna obvoznica, čeprav je to državni projekt, ampak vseeno, neki mestna občina tudi ima svoj prispevek. Če ne drugo, vemo, da so sredstva, kar se države tiče, zelo omejena in že to, da se ti neki projekt uvrsti na tisti seznam, da pa se v tem letu financira, mislim, da tudi neka zasluga vseeno neke občinske garniture je. In pa mislim, da tudi občani na različnih, tudi na društvenem življenju se stvari v neki meri premikajo nazaj k tistim obujanju pripadnosti lokalnemu okolju. Kaj je tisto, česa vam ni uspelo, pa bi si želeli? Pa bi morda imate idejo kot županja uresničiti? Zagotovo gre za razvoj mesta na vseh področjih. Gre seveda za prvi vrsti za razvoj na področju gospodarstva, na področju podjetništva. Vsi vemo, govorili smo v zadnjem času zgolj o žalostnih zgodbah tukaj v naši mestni občini, od Mure do Pomurke, tudi zdaj, ko se te stečajni postopek odvija, tako kot se odvija. Dejansko delovna mesta so tisto, kar mestna občina Murska Sobota potrebuje. Seveda, kakšna je vloga tu občine, se je potrebno vprašati, ker nerealno je pričakovati, da bo zdaj mestna občina ustanovila neko podjetje in da se bodo tam ljudje zaposlili in imeli delo. Lahko pa lokalna uprava, se pravi občina kot taka, ustvari pogoje, da privabi investitorje. Tudi v mandatu, ko sem bila sama poslanka, smo sprejeli nekatere ukrepe zakonske, ki so omogočajo lokalni skupnosti, da privabljate investitorje. Recimo določene brezplačne, dajo v brezplačni najem zemljišča oziroma samih prostorov, ki so v lasti občine za določeno obdobje pod določenimi pogoji. To se mi zdi predvsem pomembno tudi za oživitev samega mestnega jedra Murske Sobote. Ker tukaj lahko omogočimo predvsem tudi mladim, ker vemo, da imamo veliko mladega kadra, potencialnega kadra, da jim damo na razpolago neke prostore in razvijajo svoje podjetniške ideje in jih potem tukaj tudi pustimo, da ostanejo v domačem okolju. Zagotovo tudi je razvoj, tudi večji poudarek samih rokodelskih dejavnosti tukaj na območju mestne občine Murska Sobota. Veliko ljudi se s tem ukvarja, ampak nimamo tistega nekega prostora, kjer bi se lahko predstavljajo in se predstavljajo recimo v Mariboru na sejmih, namesto da bi se lahko predstavili tukaj v domačem okolju. Zagotovo je tudi izjemno pomembno mednarodno povezovanje, če želimo govoriti o nekih tujih investitorjih. Spomnimo, mestna občina Murska Sobota je poobratena tudi z mestom Ingolstadt v Nemčiji, kjer ima sedež Audi. Tudi tukaj bi se na določenih področjih lahko vzpostavil neki bolj tesnejši stik, ne zgolj v nekih prijateljskih odnosih, ali pa tudi se bi dalo tudi v kakih gospodarskih tesnejših povezavah ukrepiti to sodelovanje. Mogoče bi pa Audi tukaj odprl kaki majhen del svojega tovarne in bi pa potem lahko nekaj delali za sam Audi. Spravi, možnosti je ogromno, tudi na področju turizma. Bomo o tem še v nadaljevanju. Jasmina Opec, izbrali ste pesem Ne bodi kot drugi, tekst je napisal Feri Lainšček. Zakaj ta pesem? Zdi se mi, da smo včasih tukaj v Murski Soboti preveč pesimistični in da gledamo, da je vse slabo, pa da je vse negativno. Ampak jaz pravim, da imamo ogromno potencijala na različnih področjih. Imamo dobre podjetnike, imamo dobre športnike,
kulturnike, ustvarjalce in na to moramo biti ponosni. Tudi veliko doktorjev znanosti imamo, mogoče da premalo govorimo o njih. In Ferjan Lašček je eden takih, ki ga pozna Slovenija, celotna, ki ga spoštuje in na take ljudi še posebej moramo biti ponosni. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki le še hrepenijo, postaje in vlaki. Naproti. Kandidat za župana občine Beltinci Dejan Klemenčič, vaša kolegica je prej govorila o privabljanju tujih investitorjev. Kako je s tem v beltinski občini? Je pravzaprav povabiti ni težko, težko pa je povedati, kje graditi. Ne. Mi imamo v Beltincih zelo slabo to urejeno, nimamo prave obrtno-industrijske cone, kamor bi lahko investitorja posadili, kaj bi mu lahko ponudili. Se pravi, najprej se moramo odločiti, kje to bo, jaz vizijo imam, kako zadevo speljati, potem nam pa spet ni potrebno iti daleč, ampak je preprosto treba pogledati v sosednjo občino Odrance, kako tam izgleda poslovni model obrtne cone in ga prenesti preprosto k nam. To je se pravi v delu, kjer privabljamo tuje investitorje. Seveda pa ne smemo pozabiti na zelo kvalitetne, prodorne in ustvarjalne domače obrtnike, ki jim je prav tako potrebno zagotoviti širitev, bodisi znotraj že začetih oziroma znotraj njihovih poslovnih prostorov oziroma parcel, ki jih imajo na voljo, bodisi znotraj novih okolij. Ne? Ker mi vendar, vsaj moj koncept je takšen, da je lažje zaposlovati manjše sredine,
tudi v primeru kakršnih koli težav, so ti domači obrtniki, domači ljudje bistveno lažje prebrodijo te težave in so ta nihanja med zaposlovanjem in odpuščanjem bistveno manjša, se pravi skoraj da neopazna za lokalno okolje. Se pravi, moja začetna zgodba so mali koraki, se pravi po malih korakih z zlaganjem mozaika, da pridemo do velikega rezultata. Ko pa bomo imeli seveda tudi prostorsko urejeno, to tako kot je potrebno imeti urejeno, pa sem jaz v prvi vrsti za to, da se privablja oziroma da se tujemu investitorju ponudi po nekem vabljivem modelu zemljišče za to, da lahko on potem zaposli tukajšnje prebivalce, se pravi, ker vsakemu interes, da zaposluje okolico in seveda tudi vsakemu županu interes, da ima čim manjšo brezposelnost, ker se potem na osnovi tega začne vrteti tako zvani notranji krog, denarni krog v občini in ko se ta zadeva vzpostavi, so odpravljene marsikatere druge težave. Kje bi uredili obrtno cono? Rekli ste, da vizijo imate. Mi imamo pravzaprav nek prostor rezervirani ob stari čistilni napravi v Beltincih. Ta zadeva ne more zaživeti. Imamo pa odlično lokacijo ob stečišču avtoceste in železnice, kjer so že včasih bile ideje o veliki zgodbi logističnega centra. Infrastruktura je, ne? Infrastruktura v osnovi je zelo blizu, je zelo odlična, z odličnimi sodiščem. Mi se zdaj pravzaprav moramo na nek način dogovoriti, kako to zadrego rešiti in kako pristopiti aktivno, hitro k aktiviranju bodisi obstoječe ali pa bodisi formiranju nove obrtne cone. Ampak v vsakem primeru je treba delati na obeh sistemih, zato ker so vsaj v sedanji ureditvi ti postopki v relaciji država, lokalna skupnost izjemno dolgotrajni. Jaz tu razumem področje kmetijstva kot obveznega soglasodajalca, da ima nekatere zadržke, ampak jaz mislim, da se v okviru dialoga lahko dogovorimo in da lahko najdemo nadomestne površine za to, da dobimo potem soglasje k spremembi namembnosti posameznih kmetijskih površin v zazidljive oziroma za namen obrtništva. Jasmina Opec, kako je z mestno občino Murska Sobota kot regijskim središčem? In Murska Sobota bi zagotovo morala odigrati pomembno vlogo ne samo pri razvoju mesta kot takega, ampak tudi pri razvoju regije kot celote. Zdaj, dokler nimamo regije formalno ustanovljene, je Murska Sobota v bistvu središče regije, je tisto, kamor se naj vse stekalo in iz česar naj bi se izhajalo. In tudi sama kot županja bom aktivno sodelovala pri povezovanju vseh županov, ker zagotovo vemo, da je to povezovanje izjemno pomembno predvsem v odnosu do Ljubljane. Jaz, ko sem bila poslanka in tudi, ko sem delala z Dejanom na ministrstvu, oba veva, da če doma stvari ne izgledajo, kot da so dogovorjene, da so povezane in da je neko soglasje, potem Ljubljana preprosto reče, vi doma ste itak skregani, bomo mi investirali tam, kjer so pa župani med seboj dogovorjene. To jim paše, ne, Ljubljani, to smo že večkrat rekli. To jim paše in v bistvu tukaj jaz vidim izjemno pomembno vlogo funkcije župana oziroma županja mestne občine, da še bolj intenzivneje povezuje te župane med seboj in da potem tudi v odnosu do centrale, do države ne more več prihajati do teh očitkov. In mislim, da je tudi to eden izmed korakov, da potem država ne bo imela več izgovorov, zakaj pa se v Prekmurju recimo nekaj ne da narediti. Den Klemenčič, imate tudi vi ta občutek, da je sodelovanje med pomurskimi župani, da ni tako, kot bi lahko bilo? Absolutno, sodelovanje je lahko zmeraj boljše. Mi se moramo, predvsem tudi naša občina, vključevati v regijske razvojne institucije, dosegati, se pravi, ta temeljna soglasja o razvojnih izhodiščih pomurske ali pa prekmurskega prostora. Ker ko se bomo to dogovorili, potem res ne bo več prihajalo do teh očitkov, ki jih je že Jasmina omenila, ki sva jih oba tam videla. Najenostavneje je ponuditi 2-3 variantne rešitve, na nek navidezni način dobiti 2-3 različna mnenja in potem, se pravi, centralistično vodeni projekti pač čakajo. Čakajo pa z namenom, da se sredstva, ki jih je zmeraj premalo, kanalizirajo v druge regije, mi v Prekmurju pa potem ostanemo skoraj da brez, oziroma eden zadnjih takšnih primerov, ko smo jih ulovili zadnjih 5 minut, je Pomurski vodovod, ker če bi se še nekaj dni pogovarjali o tem in oni zgodbi, bi pač tega vodovoda ne bilo,
ki pa je ključen ne samo za našo občino, za celoten vodooskrbni sistem v pomorskem prostoru. V prihodnjem mandatu bodo zagotovo ključna evropska sredstva. Že smo govorili v današnji nedeljski kuhinji, da bodo predvsem regijski projekti tisti, ki bodo dobili ta evropski denar. Dejan Klemenčič, ste pripravljeni podpreti nek regijski projekt, od katerega morda beltinska občina ne bi imela največ koristi, bi morda imela od katerega drugega bolj? Absolutno, ker je zmeraj treba gledati, se pravi, sporedne koristi ali stranske spremljajoče. Ni nujno, da če se to ne zgodi na našem dvorišču, da je to za občino slabo. Treba je pač najti konsens v okviru celovitega pristopa, v okviru neke vizije in se pravzaprav ta sredstva podeliti na takšen način, da smo v tem enakomerno razporejena. In če mi imamo vizijo, vemo tudi, kakšna bo ta razporeditev. Se pravi, najprej vizija, da ne prihaja do gasilskih akcij, potem pa seveda pristop k projektom, kadar so sredstva na razpolago, jih je pa treba vzeti in vzeti jih je treba za tisti prostor, za katerega smo se dogovorili, da se bo posamezna aktivnost tam izvajala. Jasmina Opec, vi ste iz primestnega naselja, iz Rakičana, Sobota jih ima kar nekaj. Kakšna je vaša vizija njihovega razvoja? Jaz sama prihajam iz Rakičana. Zagotovo smo v zadnjem času tudi priča temu trendu, da se ljudje izseljujejo iz mesta na vasi, na obrobje. Tudi naš Rakičan se je v zadnjih letih zelo razmahnil, smo dobili tudi nove predele, bi rekli, tam proti Noršnicam so se hiše gradile, tudi na drugih območjih. Jaz vidim vlogo krajevnih skupnosti predvsem v tem, da skrbijo za neko družbeno delovanje na svojem območju, za povezovanje. V zadnjih letih smo nekako se ustvaril vtis, da v bistvu ljudje komuniciramo zgolj preko interneta, preko telefonov, da so se pa časi spremenili in da več ne rabimo nekega telesnega stika oziroma druženja, tako kot je bilo to nekoč po veselicah oziroma po raznih prireditvah, ki so bile v sklopu krajevnih skupnosti. Ampak ljudje smo socialna bitja. Vsi imamo radi ta občutek po pripadnosti, povezovanju, po tem, da smo del nekega okolja, v katerem živimo. In mislim, da vse to čedalje bolj prihaja tudi do izraza. Jaz se spomnim, pred 7 leti smo midva z očetom organizirala pri nas prvi ulični piknik, jezerski piknik, in od takrat ga imamo vsako leto, pa ne samo enega, jih imamo več, so se razmahnili. Tudi določen kos tam prej zapuščenega zemljišča smo preuredili športno igrišče, kjer se v bistvu tisti, ki živimo na tej ulici, srečujemo. Imamo nogometno igrišče, odbojkarsko igrišče in te ulični pikniki, ki so čedalje bolj v razmahu, so zame pokazatelj tega, da ljudje želijo imeti ta občutek, da pripadajo okolju, v katerem živijo, da si želijo tega povezovanja, tega sodelovanja. V preteklosti smo spostavili vaške gasilske domove, skoraj vsaka vas ga ima, sedaj je potrebna njihova obnova, kolikor je to potrebno, in pa potem seveda napolniti ta središča krajevne skupnosti z neko vsebino, z nekimi dogodki, z nekim povezovanjem. Seveda pa potem tudi v posameznih vaseh nastajajo različna društva, športno, turistično, in se pravi tudi poudarek vsem tem društvam, ki dejansko dvigujejo kvaliteto bivanja na tem območju, je ena izmed osrednjih nalog, ki jih občina mora imeti. Koliko avtonomije pustiti pri mestnim naseljem, mestnim četrtim, recimo pri svojem razvoju? Koliko pa bi morala imeti vpliv na to občina? Jaz mislim, da bi v veliki večji meri morali prepustiti neki krajevni skupnosti v mestni četrti, da odloča o svojem prostoru. Ker nenazadnje tam živijo ljudje, ki so še veliko bolj zainteresirani, da tista vas dobro funkcionira, da se ljudje v njej dobro počutijo. Tu so tudi ljudje, ki vidijo, kateri so dejansko tisti problemi, ki so v njihovi ulici, v njihovem naselju in jih veliko kvalitetnejše lahko rešujejo, kot pa recimo nekdo, ki v tistem mestu ne živi. In če smo velikokrat sem govorila o tem, da je potrebno čim več pristojnosti prenesti iz države na občine, ker občine dejansko vidijo, kako stvari funkcionirajo, je moja logika pri tem enaka. Stvari, ki se dajo v čim večji meri prenesti iz občine na krajevne skupnosti oziroma mestne četrti, ker verjamem, da se stvari takrat lahko bolj kvalitetno tudi v dejanskosti potem izpeljajo. Kakšno je vaše mnenje, gospod Klemenčič, o tej temi središče občine, krajevne skupnosti? No, ta tradicija je tudi v naši občini dobro usidrana, se pravi, krajevne skupnosti so samostojne organizacijske enote in jaz to zadevo podpiram tudi v prihodnje. Kar bi jaz recimo želel, da je neko
zagotavljanje sredstev za te krajevne skupnosti urejeno tako, da je transparentno, da se postavijo merila. Jaz mislim, da je ključno merilo tu število prebivalcev, mi da sicer malo tam v Lipi jih je manj, je treba nek ponder najti, da ne bodo prikrajšani. Kakor pa je že Jasmina rekla, mi imamo v vseh krajevnih skupnosti zgrajeno določeno infrastrukturo, ki sedaj kliče po investicijskem oziroma tekočem vzdrževanju. In v sklopu občine in pa v sodelovanju s krajevnimi skupnosti je seveda potrebno doreči vrstni red tega, potrebno je določiti prioritetne zadeve, ker so pač sredstva omejena, tu zdaj ni velike znanosti, pač v okviru razpoložljivih sredstev pa vendarle dati tudi krajevnim skupnostim pristojnosti in vlogo in moč za to, da same odločajo, kaj se bo godilo na njihovem prostoru. Še ena stvar je, ki je v naših naseljih posebej pereča, to je prostorsko planiranje oziroma prostorsko urejanje. Mi beležimo, ali pa saj moj utrip s terena je takšen, da so težave predvsem pri uresničitvi želja po gradnji oziroma izgradnji objektov z ravnimi strehami. Jaz mislim, da to je potrebno preurediti, da je treba te prostorske plane v jedrih, kjer je to mogoče, sprostiti do te mere, da potem tudi vsi občani, ne samo nekateri znotraj tega okolja, lahko izvedejo svoj objekt po lastnih željah. Predvsem pa zato, ker to pomeni, da smo toliko prijazni tudi do mladih družin, ki so pomembne, da ostanejo v občini. Še več tem mladim družinam je treba iti naproti. Seveda občina tu ne razpolaga z strašnimi mehanizmi, tudi ne z strašnimi sredstvi, ampak vsaj dobra volja, da se pokaže, da se jim morda z nekim ključem kot mladi družini pomaga pri delnem odpisu ali pa sofinanciranju prispevka za komunalno ureditev parcele, ker je to ključno. Vsi, ki smo kadarkoli gradili, vemo, da so vsi ti papirnati stroški, preden pridemo z lopato na gradbišče, na tvorišče, tako visoki, da nam včasih jemljajo voljo. In se pravi, v tem začetnem obdobju je treba spodbuditi tako mlade družine, kot tudi ostale, da ostanejo v občini in seveda, da se počutijo v tej občini lepo. Se pravi, mi še imamo v občini odprtih nekaj povezav, ki jih je treba povezati z kolesarskimi potmi, da potem lahko sklenemo krog znotraj občine. In pa seveda je še nekaj območij, ki jih je treba tudi sama vozišča izvesti preplastitve, da potem projektu kanalizacije spostavimo neko normalno in uravnoteženo stanje tudi na tem področju. Omenili ste mlade družine, tudi vi jo imate? Da, tudi jaz sem kljub temu, da nisem več v najbolj rosnih letih, mlada družina, se pravi, ženo imava 2 zlata otroka, Karlo in pa Jakoba, starega 4 in 3 leta. Skratka, počutimo se res kot mlada in srečna družina. Tudi zato ste izbrali Ave Marijo? Da, Ave Marija je spomin na enega mojih lepših trenutkov v življenju, se pravi, Ave Marijo so nama zapeli ženo v poroki. Zavaruj duše nam nežno cvetje, saj veš, da svet je brez srca. Pri tebi varno je
pojem iz duše dna. Ave zdrava ti. Ozri se na otroke svoje, ki v te upirajo oči in prosijo dobrote tvoje. Zavaruj duše nam nežno cvetje, saj veš, da svet je brez srca. Pri tebi varno je zavetje in pojemo iz duše dna. Ave O mladih družinah, o beltinski občini smo govorili in o viziji skrbi za mlade kandidata za župana beltinske občine Dejana Klemenčiča. Jasmina Opec, kako je z mladimi družinami v mestni občini Murska Sobota? Mladi so ogromen potencial in imamo mi veliko nadarjenih posameznikov mladih na območju mestne občine Murska Sobota. Kolikor se ravno človek vzame čas in se z njimi pogovarja, vidiš, da premorejo znanja in sposobnosti iz različnih področij. Zdaj mladi rabijo zgolj nekoga, da jim prisluhne in da jim omogoči, da te svoje sposobnosti, svoje ideje uresničijo. Če jaz povem svoj primer, bila sem v 3. letniku gimnazije in nekega večera sem dobila idejo, da bi pa mi v jesenskih počitnicah imeli v Rakičanu delavnice za otroke, pa da bi potem nekako koristno preživljali te svoje počitnice. In se s to svojo idejo takrat šla do takratnega predsednika krajevne skupnosti, gospoda Jožeta Casarja, sedanjega podžupana in prav tako kandidata za župana, ki ga osebno zelo spoštujem. On je bil navdušen na to idejo, mi je takoj priskočil na pomoč in midva sta takrat organizirala te delavnice. Zbrala se nas je skupina mladih, ki smo potem en teden skupaj z otroci ustvarjali v Rakičanu in vsa vas je živela z temi delavnicami, starši so bili navdušeni in kasneje so se iz vsega razvili tudi še marsikateri drugi projekti. Medtem ko na drugi strani smo par let kasneje skupaj z mladimi tukaj v mestni občini želeli ustanoviti mladinski svet po vzoru drugih lokalnih mladinskih svetov širom po Sloveniji, ki nekako so postali organ, ki v bistvu najbolj vpliva
k razvoju mladinskih tematik na področju posameznih občin. Tam, kjer imajo dobro razvite lokalne mladinske svete, tam je tudi razvoj občine veliko boljši. Ampak pomembnejše je, da je ta povezava med občino in pa lokalnimi mladinskimi sveti. Takrat smo mi dobili v odgovor, da bistvo Murska Sobota že ima MIK, se pravi mladinski center, ampak to bistvo ni isto. Mladinski svet je organ, kjer bi si sami mladi vodijo ta mladinski svet, določajo neke tematike, določajo vsebine. Mladinski centri pa so bolj nekaj definirano strani občine in imajo mladi nekoliko manj avtonomije pri tem. Jaz pravim, da mladim treba dati pogoje, da lahko sami ustvarjajo, sami dajajo svoje ideje na plan in potem se tudi razvoj na drugih področjih zelo pozna. Tudi kar se tiče prvih zaposlitev, tudi tukaj ima občina recimo določene možnosti, da lahko da neke svoje prostore v najem takih mladih, mogoče zaposli kakega svetovalca, ki pomaga v okviru start-up podjetij, da potem razvijajo svoje sposobnosti in da potem prispevajo k razvoju in pa potem kasneje seveda se to razvija v nekoliko višje zgodbe. Zdaj, zanimivo so občine, ki imajo certifikat mladim prijazna občina. Morda veste, kakšne pogoje mora izpolnjevati občina za tak certifikat? V bistvu ta certifikat izhaja iz zelo dobre prakse v Ajdovščini med mestno upravo, se pravi med občino in pa mladinskim lokalnim svetom, kjer so skupaj razvijali mladi in pa občina kot taka pogoje za mlade v sami mestni občini na različnih področjih, športu, potem kulturi, tudi v sami potem kasnejši zaposlitvi. In to sodelovanje med tem mladinskim svetom in pa potem med občino jih je spodbudilo, da so začeli potem tudi podeljevati te certifikate, ker so dejansko tudi v državnem pogledu zelo dober zgled tem, kako narediti občino, da je prijazna do mladih, torej na različnih področjih. Zdaj imajo tudi en ukrep, ki so ga uvedle številne občine po Sloveniji in ki ga pa v Murski Soboti, kljub temu, da je to bil moj večkratni apel, tudi v tem mandatu še nimamo. To je pa denarna nagrada ob rojstvu novorojenčka. In to bo prvi ukrep, ki bom ga sama uredila kot županja, tako da bi z 1. januarjem začela veljati ta nagrada za novorojenčke v vrednosti 500 evrov. Zdaj, velikokrat je bil proti argument, da si mestna občina tega ne more privoščiti, ampak mogoče zgolj in v informacijo. Podoben ukrep imajo tudi v Novi Gorici, ki ima 31.000 prebivalcev, Murska Sobota jih ima nekje 19.000 in tam dobijo prav tako 500 evrov na leto. Za vsakega? Za vsakega novorojenčka, ki se rodi na območju tiste občine. Nimate pa podatka, koliko novorojencev je iz mestne občine letno? Približno nekje 150 na leto se jih rodi novorojenčkov. Jaz mislim, da je to, če želimo gledati v prihodnost, če želimo ustvariti Mursko Soboto prijazno mladim družinam, zazrto v prihodnost in pozitivno, mislim, da je to prvi ukrep, ki ga moramo sprejeti in da bi začel veljati z 1.1.2015. Dejan Klemenčič, na območju občine Beltinci imate veliko društev. Mimogrede ste bili kaj na prazniku Buč v Lipovcih ta konec tedna? Da, to je bilo včeraj. Prireditev seveda uspešna, razen vremena, ki je zagodlo, ampak v osnovi so ta društva nek utrip našega lokalnega okolja. Društva takšna in drugačna, kulturna ali turistična, so ikona vsake krajevne skupnosti, se pravi odraz tistega kraja. Vsak kraj ima zdaj že neko svojo zgodbo, ki ima neke korenine v zgodovini in jaz mislim, da je treba to tradicijo negovati. Poleg vseh teh kulturnih in turističnih društev imamo še mi seveda tudi ogromno športnih društev, skoraj v vsaki vasi, se pravi tudi to stvar je potrebno nadgraditi, nadaljevati z že začetnimi zadevami. In pa seveda še eno stvar, ki
ki danes posebej prihajajo do izraza, to so prostovoljna gasilska društva. Se pravi, to vsa pohvala gasilcem danes, pa seveda, ki so bili tudi že čez noč in pretekle dni na terenu, da tako nesebično pomagajo. In jaz mislim, da je naloga vsakega župana in vsake občine, da to spoštuje in to ceni in da seveda tudi, kolikor se le da, po materialnih pogojih pomaga pri delovanju teh društev. Zanimivo, oba kandidirata tudi v občinah. Omenili ste športna društva, ki je nekoč imela prvoligaški nogometni klub. Mura, tudi Beltinci so bili včasih v prvi ligi. Da, jaz se spomnim ravno tistega nesrečnega obdobja, ko smo se še borili v Beltincih za obstanek v lige. Se pač zgodijo v vsaki dejavnosti vzponi in padci. Jaz mislim, da je ta padec še zmeraj začasnega značaja. Treba pa je vseeno ustvariti pogoje. Jaz, če se spomnim teh 10 let nazaj ali več, ko sem bil preko javnih del zaposlen prav v športnem parku Beltinci, se ni zgodilo v infrastrukturnem smislu skoraj da nič. In jaz mislim, da ni v osnovi primarna naloga občine, da to vzdržuje na zalogo. Da pa je naloga občine, da ustvarjajo pogoje, da se lahko ti centri razvijajo, nadgrajujejo in kadar imajo določeno infrastrukturo, takrat verjetno pridejo tudi drugi, ki v okviru svojih rednih priprav tudi kaj za to plačajo. Ampak najprej je potrebno vzpostaviti pogoj, se pravi, pogoj rabimo za lasten mladinski in pa članski pogon in kadar imamo ta pogoj, pa pridejo tudi drugi, ki so pripravljeni za to karkoli plačati. Imate pa ženske nogometašice v prvi ligi, to je pa tudi nekaj. Ja, to drži pa tudi, da prav zaradi te slabe infrastrukture tekma iz tega kroga Lige Evrope ne more biti odigrana v Beltincih in bo zato odigrana v Lendavi. Mura 0-5, zdaj nogometno društvo Mura ali kako že je. Jasmina Opec, vi ste že od nekdaj, kolikor vem, velika navijačica nogometašev. Jaz sem bila tudi na tej slavnostni akademiji ob 90-letnici Mure. Moram reči, da je to bila zelo čustvena slovesnost, predvsem ko smo gledali film in ko se je slišala tista Murina himna. Ja, jaz v bistvu že od malih nog so bile nedelje vedno rezervirane za ogled nogometnih tekem. Se spomnim tiste trume ljudi, ko se je vsako nedeljo iz različnih koncev preko Razlagove ali pa mimo zdravstvenega doma, pa zopet z druge strani, kot z Markešavske vila proti stadionu, in da je takrat v bistvu vso nedeljo celotno mesto živelo za ta dogodek, da pa mi zdaj gremo gledati Muro in da gremo na tekmo. Nažalost, zgodbe, ki so se odvijale v zadnjih letih, niso bile nič kaj v ponost samemu mestu, tudi ne mestni občini. In mislim, da treba najprej razčistiti to stanje do konca, tudi glede vseh stvari, ki so še odprte glede tematike, in potem storiti, kar se mestne občine tiče, največ, da se Mura vrne nazaj v prvo ligo, da bodo tudi naši otroci lahko občutili tisti nedeljski vrvež, kot sem ga čutila sama v otroških letih, ko je v bistvu Murska Sobota bila nedeljo obarvana črno-belo. Kaj lahko tu občina naredi? Ja, zagotovo čim večji meri pomaga Muri kot taki, kot društvo. Eno je seveda ta infrastruktura, vemo, da so tudi tukaj še zadeve, kar se tičejo nedokončanih in že obljubljenih reflektorjev, in drugo pa je, da seveda poskuša pomagati svojimi svetovalci, svojimi mogoče tudi finančnim vložkom do neke mere, da se samo društvo kot tako lahko nadaljuje, da lahko gradi na mlajših selekcijah in da potem postopoma Mura prehaja nazaj v prvo ligo. Zagotovo so pa potem tudi drugi segment, o katerem smo že govorili, da poskuša, da občina ustvari pogoje, da se bo tudi gospodarstvo bolj razvijalo na njenem območju, in ko se gospodarstvo bolj razvija, potem imamo tudi ljudi, sponzorje, ki potem lahko tudi na ta način sponzorirajo in pomagajo društvu oziroma Muri. Si še tudi danes ogledate kakšno tekmo, ni nujno, da je nogometna? Koliko manj čas, jaz vedno grem na take drugačne prireditve. Seveda, nogomet mi je nekako že od malih nog najbolj blizu, ampak vseeno, kar se le da, grem na kakršnokoli prireditev, ni nujno, da je to športno. Tudi kakšen koncert, ko se odvija, tudi gledališče, ne nazadnje, dobili smo prekrasno gledališče, park, to moramo biti ponosni. Tudi druge prireditve, ki se odvijajo v mestni občini in širše, so
tiste, ki se jih rada udeležim, in kot županja bom seveda na vse te prireditve, ki se bodo odvijale tudi v prihodnosti mestne občine, z veseljem povabila vse župane Prekmurske in širše, tudi mojega soseda, gospoda Dejana Klemenčiča, da se v bistvu gledajo in da tudi na takih neformalnih seveda prireditvah se še ukrepi ta vloga povezovalnosti med prekmurskimi župani. Kako sicer preživljate prosti čas, ali je to prosti čas obiskovanja različnih prireditev? Tudi to je, pa tudi kolo je še vedno doma, tisto, na katerega se rada usedem, čeprav v tem vremenu nekoliko manj. Potem seveda družina in kot že rečeno, rada tudi kuham, rada pečem. Skratka, veliko stvari je takih, na katerih si človek zapolni svoj prosti čas in bolje pestro, bolje kvaliteta življenja. Ste si ozimnico že priskrbeli za letos? Nekaj je že, ja, tako nekaj se še počaka, kakšna marmelada oziroma v tem smislu, tako da ne bomo lačni čez zimo. Dejan Klemenčič, preden smo šli v studio, smo se pogovarjali in ste omenili, da še niste pospravili krompirja. Ja, to drži še tudi zdaj, ne. Jaz v bistvu... Je to vaš prosti čas? Da, ravno to je moj prosti čas, ker ga seveda vse ostale obveznosti, predvsem pa družina terja, se pravi mala otroka terjata svoj čas, se pravi tako, da jaz nekega organiziranega hobija ne posedujem. Pravzaprav pa je moja sprostitev delo prav na polju, se pravi, sem bil od nekdaj vzgojen, da je treba zemljo spoštovati. Jaz to tradicijo nadaljujem. Še več, to smo seveda počeli kot hobi. Ženo sva podedovala posestvo njene babice, ker sva na nek sonaraven način začela urejati sadovnjak z več kot 300 sadikami starih sort jablan. Pa da dela ne bo zmanjkalo, smo posadili še okoli 180 dreves oreha, tako da zdaj pravzaprav že najini hobi postaja dejavnost. Kaj prodajate to ali predelate jabolka? Mi sadovnjak šele vzgajamo, bomo pa, tako kot je tudi moja programska vizija, nikoli se ne sme prodati goli produkt. Se pravi, goli predelek, zmeraj se mora zadeva nadgraditi, ker samo kot nadgradnja zagotavlja dodano vrednost in kot nadgradnja lahko tudi Pomurje in Prekmurje uspe kot širša zgodba, ker če bomo mi predstavljali zgolj proizvodni poligon za to, da nas bodo drugi na nek način v cenovni depresiji zlorabljali do te mere, potem ni prihodnosti, ne. Mi smo tudi v agrarnem smislu kot občina, predvsem kmetijska občina, in jaz tu vidim prav na segmentu malih posestev razvojno priložnost. Ne. Zakaj jo vidim? Zato, ker pač po realnih kalkulacijah Inštituta za kmetijstvo je možno ob intenzivni predelavi tudi že na 2 hektarjih vzdrževati 4-člansko družino. To ne pomeni 4-člansko družino, to pomeni 2 delovni mesti na 2 hektarja. In če mi skozi neko obdobje mandatno navdušimo, seveda tudi pomagamo, tako organizacijsko, kot z svetovanjem, kot morda tudi z vključitvijo v tako zvano shemo neposrednih plačil, ki jih imamo že v občini uvedeno za podjetnike, tudi tak tip prestrukturiranja ali pa oživitve kmetije, jaz mislim, da lahko, se pravi, spet z malimi koraki, čez nekaj let povemo, da imamo 10 takšnih svetlih primerov dobre prakse, ki smo jih skozi ta proces pripeljali do tega, da lahko normalno funkcionirajo na trgu. Se pravi, ta vizija tako iz mojega zasebnega življenja, kot tudi iz mojih namenov v občini Beltinci se prepletajo in jaz mislim, da je to področje, o katerem se moramo pogovarjati, o tem, da ne gre proizvod kot proizvod, ampak da gre nekaj predelanega. Vaša kolegica Jasmina je prej povedala, da rada kuha in peče. Tudi vi kdaj stopite za štedilnik? Jaz stopim večkrat za štedilnik, zdaj skuham bore malo, ne, zapečem večkrat kaj. Je to zunaj na žaru, ne? Ja, tudi kaj lahko osmodimo, bi temu rekli. Skratka, moja žena je odlična v kuhanju testenin, v kakšnih pikantnih zadev, ker pa še zmeraj funkcioniramo kot družina, kombiniramo, se pravi, te naše kuharske potrebe z mojo mamo, ki je nedaleč stran doma, in tako da, kar se tiče prehrane, smo dobro preskrbljeni. Izbrali ste pevke iz Dokleževja, tudi kdaj sami kaj zapojete?
je meni doma pravijo, da boljše, da ne pojem, ne, ker posluha nimam, sicer pa to pesem poklanjam seveda dokližancom in pa vsem občanom. Še Jasmina, vi kdaj kaj zapojete? Pa tako za dušo zapojem kaj, recimo doma, ali pa v kaki družbi, ko se razveselimo, pa ko eden zapoje, potem zapojemo vsi. Lepšega pola nej, kak je prekmorsko, lepšega silja nej, kak je pšenica. Po poli mi fantič ide v svetašnjem gvanti, jaz bom pa za njim šla, vejne moj ljubi dek, kmeši šel k Svetomiroki, jaz bom pa za njim šla v svetašnjo Janki. Moj ljubi dek v Štarijo šel dol Kolomanki, jaz bom pa za njim šla pisano Janki. Moj ljubi de vino pil za dvano filejra, jaz bom pa pri njem košnata si dejla. Zmisli si, ljubi moj, ka smo zdaj pili, zdaj smo se sladkoga vina napili. Što nam to vino dal, kaj je tak dobro, to nam je Jezus dal, krv je prelejal. To nam je Jezus dal, krv je prelejal. Počasi bomo to nedeljsko kuhinjo, Slovensko ljudsko stranko, skuhali do konca oziroma s kandidatoma za županjo Mestne občine Murska Sobota, Jasmino Opec, in župana občine Beltinci z Dejanom Klemenčičem. Gospod Klemenčič, dovolite mi, da naj izkoristim, rekli ste uvodoma, da ste zaposleni na Darsu. Je za zimsko službo vse naredi, je država premogla toliko denarja? No, mi na Darsu zmeraj premoremo dovolj organizacijskih resursov, da poskušamo tudi v najhujših trenutkih zadevo počistiti, se pravi tako, da so naše ceste črne. Je pa res, da vsak standard, se pravi višji, ko je ta standard, več stane, ne, in ob danih makroekonomskih razmerah v državi najverjetneje tudi kakšen varčevalni ukrep včasih vpliva na to, da je kar včasih ni kaj tako hitro, kak bi lahko bilo. Oba dva sta še mlada, bom rekla, Jasmina še posebej, vi ste že vendarle nekoliko starejši. V uvodu te oddaje ste povedali, kje vse ste si nabirali izkušnje. Enkrat ste mi pa omenili tudi, da niste uradnik, da ste operativec. Kako zelo je to pomembno za župana? No, jaz mislim, da je to zelo pomembno in da bi se pravzaprav z mojo izvolitvijo za župana občine Beltinci zgodilo ravno to, da bi bil na čelu občine nekdo, ki je predvsem operativec. Se pravi, jaz sem, tako kot sem že povedal, vajen projektnega dela, v tem uživam in zato jemljem to kot svojo, v narekovajih, konkurenčno prednost. Se pravi, če je projekt dobro zastavljen, če ima dobre vmesne kontrolne punkte, potem ni razloga, da ne bi uspel, ne. Zdaj, če se vrnem na Beltince, po čem se lahko Beltinčani spomnijo, da se vse da, se pač moram vrniti v preteklost. Takrat, ko sem jaz prihajal na ministrstvo, je pravzaprav bil povod za imenovanje gospoda Žerjava to, da so v nekem delu projekt zapornic, montaže zapornic na nezavarovane železniške prehode
je zaspal. Ne. Takrat, ko sem jaz prišel tja v službo, sem ob podpori seveda ministra ta projekt dobil v roke in ga zaključil v 2 mesecih in nekaj dneh. Torej, dalo se je pa tako, da smo najprej identificirali, kje so težavo v administrativnem smislu, ker pri uradnikih se zmeraj vse zatakne v administraciji, odpravili in jo potem izvedli na operativni ravni. In drug takšen primer, ki se Beltinec tiče, tovornega prometa čez vikende se ni dalo omejiti, pa smo vendarle dokazali, da se da. Se pravi, da se. In to energijo, ki jo jaz prenašam sabo, je, da se vse da, da so vsaka ideja vredna obravnave, ker več bo kvalitetnih idej. In če bomo s tem pristopom prišli v občinsko stavbo, potem je zgodba o uspehu lahko realna slika. Se pravi, občinska stavba mora postati servis za občane in tako župan kot zaposleni v občinski upravi smo tam zato, da servisiramo te ljudi. In poleg tega projektnega dela je seveda nujno povezano tudi, da je občinska uprava učinkovita, da sledi trendom in da pravzaprav tako prebivalstvo kot podjetnikom in ostalim subjektom nudi ustrezen suport, nudi maksimalno hitrost in da se zadeve odvijajo promptno. Se pravi, zame ni pomembno to, ali je nek zakonski prekluzivni rok 30 dni ali 60 dni. Zame je pomembno to, da če je zadeva rešljiva, se reši v najkrajšem možnem času. In z tem pristopom jaz mislim, da bi se lahko zgodili pozitivni premiki, da bi se ob takšnem pristopu potem tudi lahko zgodil razvojni preboj občine Beltinci, ki vendarle ni na zavidljivi ravni. In jaz mislim, da bo občina potem po koncu tega mandata lahko parirala najbolj uspešnim se pravi v segmentu, da bo imela najmanj brezposelnih in v segmentu, da bo po črpanju nepovratnih evropskih sredstev, se pravi kohezijskih sredstev, ena uspešnejših. Ne samo pomurskih, ampak vse slovenskih občin. Jasmina Opec, kako lahko vi svoje dosedanje izkušnje tudi mladost vnovčite kot županja mestne občine, če boste izvoljeni? Jaz sem mogoče ravno nadaljevala tam, ker je Dejan govoril o tem. Jaz sem se te operativne vloge oziroma tega, da ko si v službi ljudi, da ne smeš preveč filozofirati, ampak da moraš reči, kaj je problem in pa poiskati rešitev, naučila ravno, ko sva z Dejanom skupaj delovala na ministrstvu, in to mi je bila res dobra izkušnja takrat, ker mi je nakazal neko smer, za kar sem mu še danes hvaležna. Poleg seveda operativnega dela, ki ga mora imeti župan na svoji poziciji, je še zame pomembno eno drugo stvar, da je pa ta župan povezovalen, da ni izključujoč, da povezuje ljudi prvič znotraj občinske uprave, da povezuje ljudi med mestnim svetom in župansko funkcijo, da povezuje ljudi znotraj občine, ljudi iz različnih področij, od gospodarstva, kulture, se pravi vsakega, ki ustvarja na svojem področju in ki lahko doda neki dodano vrednost sami občini, da povezuje ljudi znotraj regije, ker župan mestne občine to mora početi, in da se povezuje tudi širše v nekem državnem in pa tudi mednarodnem elementu. In mislim, da sem v svojem dosedanjem političnem delovanju, ne glede na to, kateri stranki pripadam, vedno delovala v tem, da zame ni bilo bistveno nobene ovire, ki jih mnogokrat marsikdo poudarja kot neke ločnice med enimi in drugimi, ampak da sem vedno korektno sodelovala v vsemi in da sem vedno težila k temu povezovanju med ljudmi, ker ne nasanje, predvsem tukaj v lokalnem okolju, moramo pozabiti vse tisto, po čemer se razlikujemo, ampak moramo iskati tisto, kar nas povezuje, ker samo tako lahko pospešimo razvoj naprej in samo tako lahko omogočimo ljudem, da na nekem območju boljše in kvalitetnejše živijo. Danes, jutri in tudi pojutrišnjem. V tej oddaji danes smo na začetku že govorili o ugledu politike, o sestavljanju list. Oba sta poudarila, da niste imeli težav, imate kandidate za svetnike? Mi imamo na naši listi 25 kandidatov, toliko, kolikor se jih bistvi tudi izvolil sam mestni svet. Gre za ljudi, ki so za svojim dosedanjim delom na različnih področjih že veliko prispevali k razvoju mestne občine.
In seveda to svoje znanje in izkušnje sem jaz popolnoma prepričana, da bodo tudi prenašali skozi delo v mestnem svetu in da bomo skupaj sprejemali ukrepe, iz katerih bo čez 4 leta Sobota pozitivno mesto, regijsko središče in kjer bodo ljudje radi živeli. Kako je v beltinski občini z listo? Kar se naše liste tiče, mi imamo občino razdeljeno na 3 volilne enote. V vseh 3 volilnih enotah imamo svoje liste, v 2 po 6, v eni po 5 kandidatov. In jaz mislim, da so liste sestavljene kvalitetno, da bomo lahko z to ekipo, se pravi, zasledovali cilj, ki smo si ga zastavili. Mi imamo seveda neko zgodbo, se pravi nekaj starih obrazov, nekaj novih obrazov, tako da poteka tudi neka medgeneracijska prenova znotraj samega kadrovskega nabora. In jaz mislim, da bomo v tem uspešni. Tudi po številu izvoljenih svetnikov pričakujemo več, kot jih imamo sedaj. Koliko jih imate sedaj? V tem trenutku 2, se pravi, mi zagotovo računamo vsaj na 4. In jaz mislim, če nam ta zgodba uspe, potem tudi uspeh lahko pride. Slovenska ljudska stranka, mislim, da je na zadnjih lokalnih volitvah pred 4 leti bila glede izvolitve županov na vaši listi najuspešnejša v Sloveniji, drži? Drži. Kaj pričakujete letos, glede na to, kaj se je zgodilo na državnozborskih volitvah? Naši župani so se tekom svojega delovanja pokazali kot dobri, da delajo dobro v korist skupnosti. Jaz pravim, mi pričakujemo, da bomo na teh lokalnih volitvah zmagali, tako po številu županov, kakor tudi po številu samih svetnikov. Tudi tukaj v Murski Soboti smo do sedaj imeli enega svetnika, Slovenska ljudska stranka, mi jih pričakujemo najmanj 6, tako da bomo zmagovita lista in verjamem, da bo tako tudi v preostalih delih, tako Prekmurja, kakor tudi Slovenije. Dejan Klemenčič, če boste postali 5. oktobra ali pa če bo drugi krog, beltinski župan, sicer uradnih podatkov še ni o številu kandidatov. Če boste postali župan, v čem bo beltinska občina čez 4 leta drugačna, kot je danes? Za konec. Se pravi, kot sem že nakazal, bo to odprta občina. To bo občina, ki bo pripravljena, ki bo pokazala, da se da sodelovati. To bo občina, ki bo imela obrtno cono. To je občina, ki bo imela neposredne, tudi tuje investicije. To bo občina, ki bo na nek način pokazala, da se da doseči razvojni preboj, da se skozi to besedo razvoj ne skriva zgolj floskula, ampak da so to konkretna dejanja. Mi imamo oziroma jaz imam nabor kar nekaj teh idej, ki jih bom še po terenu podrobneje predstavil. Jaz mislim, da bomo ob koncu tega mandata, ki prihaja, lahko večino teh idej obkljukali. Obkljukali pa zato, ker so realne, ker so izvedljive in ker zagotavljajo predvsem boljšo kvaliteto življenja v občini, ker so zasnovane tako, da povezujejo in ker so zasnovane hkrati tako, da smo odprti navzven do sodelovanja do ostalih občin in do regije. Kakšno volilno udeležbo pričakujete? Okoli 55%. A vi ste kar številka. Jasmina Opec, če boste postali županja mestne občine, kaj bo drugače čez 4 leta ob izteku mandata? Delegacije bodo prehajale v Mursko Soboto, da si bodo ogledale vzor uspešnega mesta, ki diha drug z drugim, kjer posameznikom na različnih področjih, vsem generacijam je omogočeno, da razvijajo svoje potencijale in bo mesto, kjer bodo ljudje radi delali, radi živeli in ki bo mesto, ki bo pozitivno gledalo v prihodnost. In volilna udeležba, pozvati volivce, zakaj je pomembno iti voliti? Zato, ker vsak glas je odločilen in mislim, da je še te volitve, lokalne volitve so še toliko bolj pomembnejše, ker ne nazadnje volijo se ljudje, ki dejansko odločajo o tistem okolju, kjer živimo, o krajevnih skupnostih, o mestu kot takem in ne nazadnje vsak mora iti voliti, ker potem lahko na tak način prispeva k neki boljši, neki drugačni prihodnosti. Verjamem, da boste do konca volilne kampanje precej med svojimi volivci. Kako boste danes preživela preostanek nedelje, gospod Klemenčič? Je odvisno od vremena.
Glede na dež bo najverjetneje to bolj družinska zgodba, če se bo pa vreme popravilo, se bomo pa pojavili tudi kje zunaj. Jasmina Opec. Ja, nekaj podobnega, družinsko kosilo, potem pa verjetno kakšni trenutki, ki jih premalo imamo včasih zaradi naglice, se pravi družinski. Mogoče pa tudi, če se bo vreme malce popravilo, kakšen sprehod naokrog. Prijazno volilno kampanjo vama želim in hvala lepa obema za povedano. Hvala lepa vsem poslušalcem, dober tek in lepo nedeljo. Hvala tudi v mojem imenu, še preden zaželim dober tek, pa seveda vabilo na volitve, naj pa kosilo dobro tekne. Ne je velika, ne je mala, skoraj takša, kak trbi. Samo malo ona prosi, kad te v srci zaškrni. Sikdar pa jo v sebi nosi, šteri zgrabi to. Sikdar pa jo v sebi nosi, v srci mojo soboto. Rada ima svoj mali varaž, šterom se na raj guči. Rada mali blini varaš, gdje sam s dobrimi ljudmi. V sobotimo sikdar svoja, v sobotimo sikdar svoja, v sobotimo sikdar svoja. Rada ma svoj mali varaš, šterom se na raj guči. Rada mali blini varaš, gdje sam s dobrimi ljudmi. V sobotimo sikdar svoja, v sobotimo sikdar svoja, v sobotimo sikdar svoja, od izmenov eščetim. Ne je velika, ne je mala, skoraj takša, kak trbi. Samo malo ona prosi, kad te v srci zaškrni. Nedeljska kuhinja.